Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje je pomembna pridobitev tudi za Knežje mesto. V celjski bolnišnici so omejili obiske otrok. Primožu Barvarju tretji mandat na čelu nepremičnin. Celjske košarkarice po zmagi proti Grosuplju na vrh prvenstvene lestvice. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Ministrstvo za infrastrukturo je na železniški postaji v Celju pripravilo slovesnost ob zaključku del nadgradnje železniške proge Zidani Most-Celje. Naložba je vredna kar 230 milijonov evrov, od tega je 90 milijonov evrov prispevala Evropska unija. Obnovitvena dela so trajala 4 leta in pol in pomenijo veliko pridobitev tudi za Knežje mesto. Na odseku med Celjem in Zidanim mostom se vlaki zdaj že vozijo po prenovljenih 26 kilometrih železniških prog, a v sklopu projekta so bile obnove deležne tudi železniške postaje v Celju, Laškem in Rimskih Toplicah, kjer so omogočili tudi lažji dostop za invalide. Ukinili so nivojska križanja cest in železnice, zgradili nova podvoza v občini Laško, tam pa so dobili tudi nov most in prenovljeno cestno infrastrukturo v Marija Gradcu. Naložbo so pozdravili tudi v mestni občini Celje, kjer v zadnjih letih veliko pozornosti namenjajo prav trajnostni mobilnosti. Tako obsežne prenove južne železnice verjetno ni bilo v vsej njeni zgodovini. V Celju se sicer še spominjamo leta 1996, ko je ob 150-letnici bila prenovljena železniška postaja. Sicer pa bo z zlatimi črkami v zgodovino našega mesta zapisana tista adventna nedelja 2. junija leta 1846, ko je Celje z Dunaja pripeljal prvi vlak. S prenovljeno postajo, ureditvijo dostopov za invalide, peroni, z novim podvozom na Teharski cesti se je pomembno polepšala tudi podoba tega dela mesta. Prav izgradnja železnice, ki je Celje povezala z Dunajem in Ljubljano, je pomembno vplivala na razvoj mesta v preteklosti, je še poudaril Šrot. Vesel sem, da se tudi danes v Sloveniji zelo dobro zavedamo pomena sodobnega železniškega prometa za doseganje ambicioznih ciljev na področju trajnostne mobilnosti, ki smo si jih zastavili. Tudi v lokalnih skupnostih je velik del naših resursov in naših prizadevanj usmerjenih ravno v to področje. Ob tem pa izpostavil idejo o gradnji novega železniškega odseka v naši regiji. V mislih imam seveda povezavo med Polzelo, do koder že poteka Savinjska železnica, in Domžalami. Mislim, da je slabih 40 kilometrov te linije, s čimer bi dosegli pomembne premike pri kakovosti in kvaliteti, predvsem potniškega prometa in povezave v smeri vzhod-zahod v Sloveniji. Vsi vemo, da je pot do realizacije takih projektov dolgotrajna, lahko traja že samo umeščanje in izgradnja 15-20 let, tako da bi bilo verjetno smiselno in potrebno tovrstne odločitve sprejeti čim prej. Kot so sporočili iz Direkcije za infrastrukturo, ki je vodila projekt, bo končna vrednost naložbe v nadgradnjo železniške proge med Celjem in Zidanim mostom znašala slabih 230 milijonov evrov, kar je sicer 50 milijonov manj, kot je bilo določeno v investicijskem programu. Splošna bolnišnica Celje je z današnjim dnem omejila obiske otrok, ki se zdravijo na otroškem in ORL oddelku celjske bolnišnice. Do preklica so tako obiski omejeni na otroke, ki so v bolnišnici hospitalizirani brez spremstva starša ali skrbnika. Odslej bo te otroke lahko obiskal en obiskovalec med 14. in 18. uro, ki mora izpolnjevati PCT pogoj. Pri otroku pa lahko ostane največ pol ure. Otroci, ki so hospitalizirani skupaj s spremljevalcem, dodatnih obiskov ne morejo imeti. Iz celjske bolnišnice še sporočajo, da testiranja na novi koronavirus za splošno populacijo ne izvajajo.
V skladu z novo uredbo pa testirajo vse paciente, ki so sprejeti na zdravljenje v bolnišnico, ne glede na izpolnjevanje P ali C pogoja. Paciente, ki bodo morali pred pregledom ali posegom opraviti hitro testiranje, bo zdravstveno osebje po telefonu obvestilo, da v bolnišnico pridejo dovolj zgodaj, da pred predvidenim posegom opravijo še testiranje. Primož Brvar ostaja direktor družbe Nepremičnine Celje. Nadzorni svet mu je v torek podelil tretji 4-letni mandat, ki ga bo nastopil 1. januarja 2022. Brvar je vodenje nepremičnin prevzel 1. januarja 2014, ko je nasledil dolgoletno direktorico Danico Dobršek. Predtem je bil več let direktor Mladinskega centra Celje. Primož Brvar je trenutno tudi predsednik Celjskega mestnega odbora socialnih demokratov, več mandatov je upravljal delo celjskega mestnega svetnika. Nepremičnine Celje so trenutno sredi gradnje nove stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN10, v kateri bodo zgradili 6 blokov s 142 najemnimi stanovanji in garažno hišo s 150 parkirnimi mesti. Gre za največjo naložbo na področju stanovanjske politike v mestni občini Celje v zadnjih 20 letih, ki je vredna 16,5 milijona evrov. Poleg mestne občine Celje in družbe Nepremičnine je sofinancirana tudi strani države in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na Jelenovem grebenu v Olimju, kjer so pred kratkim odprli nov proizvodno-turistični center, so krizo povezano z epidemijo solidno prestali. Tako kot ostali gostinci in turistični delavci so imeli zlasti v minulem letu svoje objekte pol leta zaprte za obiskovalce, a so bili med tistimi, ki so jih odprli takoj, ko je bilo to mogoče. Pravijo, da bi brez pomoči države težko preživeli. Jelenov greben letno obišče okoli 140 tisoč obiskovalcev, z novo pridobitvijo računajo, da bodo v prihodnosti številke še nekoliko višje. A priznavajo, da jim v času zaprtja, pa tudi v obdobju po njem, ko je bilo turistov manj, kljub stabilnemu poslovanju ni bilo lahko. V tem času smo šli v določene adaptacije, ta objekt smo tudi dokončali. Vsekakor tukaj brez pomoči države ne bi šlo. In lahko rečem, da so nam tukaj stopili na pomoč, so pač plačali delavce, potem teh 80% prispevkov. Dobili smo od Spirita tudi sredstva, tista kot vsi v Sloveniji, in na ta način smo prebrodili to težavo. Je pa res, da smo bili mi eni izmed najhitrejših odpiralcev, saj smo mi takoj odprli, ko se je le dalo. Zato, ker smo morali od nekod sredstva dobiti, od nekod smo mogli zaslužiti, da smo lahko vse te stvari, katere vi danes gledate, tudi dokončali. Med najštevilčnejšimi obiskovalci Jelenovega grebena so turisti iz Podčetrtka in Rogaške Slatine, veliko je tudi individualnih gostov, zlasti družin. Zdaj, ko smo kar dosta razpeti, nas vsak dan obišče ogromno individualnih gostov, se pripeljejo na enodnevni izlet. Tukaj pri nas hranijo jelene, zdaj bomo pa še s to ponudbo še jim dali dodatno možnost, da še imajo eno razgledno točko in da potem avtomatsko zavzamejo recimo en dan samo za nas in za moje sokrajane, ki se tako ukvarjajo z turizmom, in avtomatsko mi vsi skupaj dajemo eno dopolnilo našim termam in dopolnilo celotnemu kraju, in mislim, da združeni lahko se pohvalimo, da imamo res zavidanje vredno število obiskovalcev. Razmišljajo pa tudi že o novih naložbah. Ena takšnih bo nov 5-zvezdični hotel. Naši načrti so zelo veliki, ampak zdaj, ko vidiš, kakšna je situacija, se bojimo, da bojo ti načrti spet malo počakali, zato ker in ukrepi in grožnja za ponovnim zapiranjem in tako dalje te oddaljujejo od določenih projektov. Mi imamo velike sanje, velike projekte že nekaj časa, ti projekti presegajo vse te investicije, kar smo jih imeli do zdaj. Računam, da jih bomo speljali, da začnemo naslednjo leto res oktobra meseca to tudi delati, ampak gledajte, če nam bo ratalo, bomo postavili ta 5-zvezdični hotel, pa upam, da nam bo.
Gradnja hotela bo velik finančni zalogaj. Po prvotnih ocenah naj bi naložba stala med 6 in 7 milijoni evrov. O tem se lahko pogovarjaš potem, ko si že na pol poti, zaradi tega, ker danes, kako divjajo cene, se nam investicije kar povišuje. In zdaj vprašanje, do kam bo to šlo, ne vem. Noben ne zna tega razložiti, ampak cene, mislim, da grejo ogromno cen neupravičeno gor. In potem ti podražajo investicijo, mi pa, ko smo navajeni bolj kot ne graditi vse z lastnimi sredstvi, vsekakor bomo poiskali sredstva, tako kot smo za ta objekt, preko SPS-a, preko evropskih sredstev, in se izogibamo čim bolj bank in tako dalje, ampak glede na to, kako velik obseg je, vsekakor bomo morali tudi se posluževati banke. V novem hotelu bo 70 ležišč, s katerimi bodo dopolnili ponudbo obstoječih 44 postelj, v katerih letno beležijo okoli 8000 nočitev. Košarkarice Cinkarne Celje so z 88-44 dobile zaostalo tekmo prvega kroga državnega prvenstva. Celjanke so v državnem prvenstvu na 5 tekmah dosegle prav toliko zmag in so skupaj s kranjskim Triglavom na vrhu prvenstvene lestvice. Državno prvenstvo in Liga Vaba se bosta zaradi reprezentančne pavze nadaljevala po 15. novembru. Mislim, da je bila lepa tekma, lahko sem zadovoljen s pristopom, čeprav v zmanjšani rotaciji smo odigrali dobro tekmo, tako da sedaj imamo dosti časa za pripravo do naslednje tekme. Naredili bomo vse, da se pač dobro osvežimo skozi teh 10-14 dni in pa potem pripravljeni pričakamo konec koledarskega leta. Tekmo smo začeli dobro, smo se držali principov iz garderobe, čeprav nas je bilo samo 6 ali 7 starejših, so se tudi mlajše dobro dokazale. Sedaj pa sledi reprezentančni premor, pa sem letos prvič dobila povabilo, tako da sem zelo vesela, pa mislim, da tudi zasluženo, ker se vidi na treningih pa tekmah, da napredujem, da mi gre. Jutri bo na Primorskem precej jasno, dopoldne bo zapihala šibka burja. V notranjosti Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo lahko ponekod na Notranjskem in Kočevskem malo pod ničlo, drugod od 1 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne pa od 7 do 12, na Primorskem do 16 stopinj. V soboto bo pretežno oblačno, v južni Sloveniji bodo zjutraj možne rahle padavine. Manj oblačnosti bo v severni Sloveniji, čez dan se bo tudi marsikje drugje delno razjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo občasno možen rahel dež. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.